lepo pozdravljeni na tem našem tretjem predavanju Šole boljšega življenja v tem letošnjem sklopu po prvih dveh zdravstvenih predavanjih. Tokrat gremo na eno novo področje in sicer govorili bomo o naših življenjskih vzorcih pod skupnim naslovom Nikoli več. In potem bomo v treh naših srečanjih obdelali tri negativne življenjske vzorce, katerim bi se naj izognili in zaradi katerih, da rečem, ali pa v primeru katerih bi naj v življenju ravnali drugače. Mislim, da lahko začnemo in se strinjamo s tem na začetku, da vsi delamo napake. A je tako? Ja? Okay. Ali je kdo, ki ne dela napak? S tistim zamenjam takoj, da poda vse izkušnje, kako se temu izogniti. Torej, namen naših srečanj in tematike, s katero se bomo soočali, ni kako se izogniti napakam, ker se ne da. Naredili bomo v življenju še veliko napak, veliko smo jih že. Ampak tisto, čemur se lahko izognemo, je miselnost, ki se tudi večkrat sliši, in to je, da bi morali narediti čim več napak, da bi se čim več naučili. Včasih lahko to drži, če govorimo o različnih napakah. Ampak če ponavljamo iste, pomeni, da se nismo veliko naučili. In čeprav vsi delamo napake, lahko rečemo, da samo nekateri se nekaj tudi naučijo iz teh napak. In pravzaprav je to tista podlaga, temelj, ki je v ozadju te naše teme. Gre za to, kako se iz stvari, ki smo jih naredili v življenju, ki se niso izkazali za dobre, za pozitivne, torej, ko gre za te negativne življenjske vzorce, kako se iz njih nekaj naučiti, zato da se ne bi znova vračali k njim nazaj in jih na nek način ponavljali. Dve stvari sta tukaj zelo pomembni. Prvo je vprašanje, kaj so tista, rečemo, ključna prebojenja ali pa spoznanja, ki jih ljudje, ki se nekaj naučijo iz svojih napak, doživijo. Namreč moramo nekaj spoznati, moramo se nečesa zavedati, moramo priti do neke točke, ko se rečemo, aha, to je problem, to je težava. Ampak tu je šele začetek zgodbe. Veliko ljudi zelo dobro ve, kaj je njihov problem. Ampak ne vejo drugega dela, in to je, kako iz točke A priti do točke B. Se pravi, kako od tam, kjer so v tistem trenutku, priti do nečesa boljšega. Kako ne ponoviti spet iste zgodbe, ampak se iz te, ki se je naučila, ali pa z teh negativnih življenjskih vzorcev nekaj naučiti, zato da pridemo do nečesa boljšega. In obe te stvari sta pomembni. Se pravi, ta spoznanja, da se zavedamo, kaj je naš problem, če lahko tako rečemo, na drugi strani, da vemo, kako od tu, kjer smo, priti do nečesa boljšega. In oboje to bomo seveda združevali v te naše teme, o katerih bomo govorili. Pravzaprav lahko rečemo naš cilj na nek način, da doživimo seveda pod narekovajno miselno puberteto. Zakaj in v kakšnem smislu? Zdaj, vsi smo že mimo pubertete, vse tako kot nas gleda, ne? Nimamo več teh obdobij. Nekateri imamo otroke, ki so tukaj, pred ali tik po ali pa nekje vmes. Puberteta za tiste, ki so pozabili, to je tisto obdobje, ko si želite, da zaspite na začetku in se zbudite na koncu, ko je vse že rešeno. Se pravi, ko ni več nobenih težav in izzivov. To je seveda eno burno obdobje za najstnike. Zdaj, mi smo to dali skozi, kar se tiče našega, da rečemo, odraščanja, pa gre pri puberteti za nekaj zelo pomembnega, kar lahko prenesemo seveda v svoje življenje tudi kasneje. Od naših najstnikov pričakujemo, da v tem obdobju svojega življenja stopajo skozi številna vrata odraščanja, bi lahko rekli, da puščajo za seboj določene vzorce vedenja, razmišljanja in da gredo k nečemu novemu, boljšemu. In seveda logično pričakovanje s tem povezano je, da se ne vračajo nazaj k tistemu prejšnjemu. Ko se to dogaja, potem rečemo, da so še vedno otroci. To je naš opis nekako tega stanja. Tega si seveda ne želimo, ne pri naših najstnikih, ne pri sebi, ko gre za to našo miselnost, da rečem, puberteto. Skratka, gre za to, da ko stopimo enkrat skozi ena vrata, ko pustimo za sabo nek negativni življenjski vzorec, da se ne vračamo več k njemu nazaj, torej da ga ne ponavljamo. To je tisto bistvo. In zato ta sklop torej nosi ta skupni naziv Nikoli več. In danes govorimo o prvem nikoli več, in to je, da se nikoli več ne bi vrnili k nečemu, kar ne deluje. Seveda,
mi predvsem se bomo osredotočali v teh naših temah na naše odnose. Spravi, odnose z drugimi ljudmi. Lahko je to v družini, lahko je to v zakonski ali partnerski zvezi, lahko je to na delovnem mestu, lahko je to kjerkoli. Ker ljudje smo družabna bitja, ljudje tvorimo odnose, živimo v kontekstu ali pa v ozračju odnosov. In seveda v odnosih se dogaja marsikaj. In včasih lahko pridemo spoznanja, da nek odnos, kot temu rečemo, ne deluje, da ne gre. Veliko smo naredili, mogoče veliko smo vložili v nek konkretno odnos, ampak ni to tisto, kar bi moralo biti. Seveda to ne pomeni, da moramo takoj dvigniti roke in oditi. Ampak pomeni pa v vsakem primeru, da moramo nekaj spremeniti. In da moramo pričakovati, da bo nekaj drugače, zato da bo tudi končni rezultat drugačen. Ker veliko ljudi pričakuje, na koncu bomo seveda nekaj več povedali o tem, kaj pravzaprav to je po definiciji, da če bodo delali dovolj dolgo neko stvar na isti način, bodo enkrat dobili drugačen rezultat. Ampak to ne deluje v življenju. Če delate neko določeno stvar na točno določen način, bo rezultat vedno enak. Nič se ne bo zgodilo, noben čudež se ne bo zgodil v procesu. Če seštevate 2 plus 3 plus 4, je to 9. Vedno. Tudi če seštevate 4 plus 3 plus 2, bo 9. Kadar imate seštevanje, niste elemente tukaj, lahko samo malo obračate znotraj tega, ampak prišli boste do istega rezultata. Tako da, zelo pomembno je seveda, da se zavedamo tega in da znamo prepoznati, da če je nekje neka določena težava, da nekaj mora biti drugače, da se ne bi res vrnili k temu, kar, kot rečemo, ne deluje. Ne dolgo nazaj, spet pa ne tako kratko, sem se srečal z enim takim primerom, ki sicer se lahko zgodi na nivoju različnih odnosov. Torej ni nujno, da gre samo za ta odnos, ampak to je primer, ki je vezan na romantični odnos, med fantom in dekletom. In to dekle imenujemo jo Mojca, Marko in Mojca bomo rekli, to je sicer opičji živalski par v živalskem vrtu v Ljubljani, ampak ne govorim zdaj o njima. Ampak poimenujemo samo, ker imena so pa čisto človeška, pri tem seveda, torej gre za dve osebi, ki sta, ko je ta Mojca znova bila objokana, znova, potem v čem je problem? Problem je v tem, da sta se z Markom spet rašla. Kako sta se spet rašla, če sta že pred enim letom rašla, sta že bila vmes spet skupaj. Jaz sta bila, ne samo enkrat, dvakrat sta že bila vmes skupaj, pa narazen pri vsem tem. In seveda, pritožbe so bile zdaj povsem enake kot 1 leto nazaj in kot 2krat vmes nazaj in kot še prej nazaj. Se pravi, iste stvari niso funkcionirale. Ampak kaj se je dogajalo v tem odnosu? Ko sta se rašla, sta se čez nekaj časa srečala in potem sta ugotavljala, kako lepo jima je bilo nekoč skupaj, pa kako sta bila neumna, ker sta se rašla, pa ker nikoli več verjetno ne bosta našla koga tako super, kot je ta drugi bil in sta spet bila skupaj do naslednjega razhoda. In potem spet se je zgodba ponovila. Detalji so se razlikovali, pri tem ampak zgodba je šla vedno v krog, se pravi, vedno znova. In problem je bil vedno isti. Z njene strani pričakovanja, da bo več nekega spoštovanja, več vlaganja v odnos z njegove strani, pač zakaj bi se trudili, posebej pri tem tipično moško, bi lahko rekli. Tu pač smo moški, mogoče malo šibkejši, recimo na tej točki. Ampak nič se ni spreminjalo, to se pravi od enega razhoda in enega spet prihajanja skupaj do drugega, vse je ostajalo popolnoma isto. In potem se vprašaš, zakaj? Zakaj potem to ponavljanje, zakaj to lomljenje in lepljenje, da rečemo, ves čas, se pravi malo narazen, malo skup. Zakaj se ne more nekaj naučiti, zakaj ne more nekaj spoznati, da bi nekaj moralo biti drugače? In seveda, to dinamiko odnosa lahko prenesemo na katerikoli drugi odnos, s katerokoli drugo osebo, ali pa celo odnos recimo z določenimi situacijami ali okoliščinami, v katerih se znajdemo. Ko preprosto ugotovimo, da neko, okolje, neko početje, neka dejavnost, ki jo izvajamo, ni prava za nas, da mi nismo pravi za to dejavnost, kakorkoli že gledamo, ampak potem si rečemo, moram se malo bolj potruditi. Poskušamo malo bolj in bolj, spet ugotavljamo, da ne gre in smo razočarani, seveda postanemo malodušni in lahko se pojavi še marsikaj na tem področju. Če
vidimo, da nek odnos, neka stvar, neka dejavnost ne deluje, torej da ni tako, kot bi moralo biti, da rezultati niso takšni, da mogoče ni interesa na eni strani, da se karkoli spremeni, potem sam čas, ki bo minil, ne bo prinesel drugačnega rezultata. Lahko mine nek določen čas, ampak če smo neke okoliščine, neko situacijo, v kateri smo bili, nek odnos zapustili ali vsaj šli na neko distanco, pa se čez čas vračamo nazaj, ne da bi se vprašali, ali je kaj drugače, potem se moramo zavedati, da če gremo nazaj, gremo nazaj. Kar v praksi pomeni, gremo v isto situacijo, iz katere smo odšli. In nažalost, veliko ljudi se tega ne zaveda. In mislijo, tokrat bo drugače. Verjetno ste to že kdaj slišali, koga reče, tokrat bo drugače. Jaz sem slišal in srečal veliko ljudi, ki so bili prepričani, da bo tokrat drugače. In ta spekter težav, ki so bile, je bil zelo širok. Ni šlo vedno za iste stvari v nekih določenih odnosih. Lahko je bil to odnos na delovnem mestu, kjer ni bilo nekega spoštovanja strani delodajalca do delavca, izkoriščanja ali obratno, delavec ne opravlja tisto, kar bi moral opravljati, recimo, ne? Pa ga delodajalec odpusti, pa čez čas se mu zasmili, bomo rekli, ne, pa ga vzame nazaj in potem vidi, da je zgodba še vedno ista, da se nič ni spremenilo. Se pravi, če greš nazaj na isto, greš nazaj. Ne greš nikamor naprej, nič se ni zgodilo drugače. Od odnosov, kjer se je recimo pojavljalo nasilje v družini. Eno osebo sem nekoč spoznal, ki je od časa do časa prišla v delo, to je bilo študentsko delo zame, za njo, ne v službo, sončnimi očali. Pa ni bilo zunaj sonca. In potem smo videli, da pač ima modrico na očesu, kaj je bilo in vedno, seveda, ali so bila vrata, ali so bile stopnice in podobne stvari, to se je dogajalo. In potem smo vprašali, ko smo se pogovarjali, zbližali smo se, ampak zakaj? In veste, kaj bi ni odgovor? Ampak rekel je, da mu je žal. Da bo tokrat vse drugače. In mislim, da vsi poznamo take situacije, ko se to dogaja. Ne? Seveda, ne me razumeti napačno. Nič nimam proti drugim priložnostim. Celo o odpuščanju govorim zelo veliko. In absolutno zastopam to. Ampak, druga priložnost ni ponavljanje prve. Druga priložnost je druga priložnost. In da bi druga priložnost bila druga priložnost, mora nekaj biti drugače. Če ne, je samo ponavljanje prve, nič drugega. In ko smo rekli, če ponavljanje prve, če gremo nazaj v nekaj, iz česar smo išli, gremo nazaj. In se ne smemo čuditi, zakaj je spet vse tako, kot je bilo, zakaj se nič ni spremenilo. In seveda, ko se nam ta vzorec začne nekako ponavljati, potem se sprašujemo najpogosteje, kaj je narobe z nami. Potem začnemo stvari, ki se dogajajo, nekako poosebljati. Prenašamo jih nase. Potem seveda ne le, da razmišljamo, kaj je narobe z nami, čeprav je lahko težava pa vsem očitno na drugi strani, pa mi to prenesemo nase, potem to tudi posplošimo. Ne gre nam tukaj, v tej stvari nismo nič vredni tudi na ostalih življenjskih področjih. In potem se zgodi še ena stvar, začnemo tudi razmišljati, nikoli ne bo nič drugače. Vedno bo ostalo tako, nimam možnosti, da se kaj spremeni, potem se ujamemo v en res negativen življenjski vzorec, dvignemo roke in preprosto samo poskušamo preživeti z čim manj poškodbami. Bodi si stvarnimi ali pa psihološkimi ali kakršnimi koli drugimi. Samo da gremo nekako skozi življenje, ampak življenje ni namenjeno temu, da samo poskušamo preživeti, ampak da živimo. Da živimo polno življenje, da živimo smiselno življenje. In vsakdo od nas zmore na tem področju nekaj narediti. Res je, okoliščine vplivajo na nas. Ampak, če ne na okoliščine, vendarle lahko vplivamo na svoje odzive na te okoliščine. In včasih lahko, seveda največkrat bom rekel, lahko vplivamo tudi na to, ali bomo znotraj nekih okoliščin ali ne, ali pa bomo se umaknili iz teh. Tako da, zelo pomembno je, da ko opazimo, da nek odnos ne deluje, da ni takšen, kot bi moral biti,
da ne prispeva k temu, da živimo polno in smiselno življenje. In če smo naredili korak, da smo šli iz tega odnosa, ker se ni dalo nekaj spremeniti ali ni bilo volje, da se spremeni, ko pridemo do točke, da si rečemo, aha, pa se mogoče pa bilo fino spet obnoviti to prijateljstvo, ta odnos ali karkoli že pač, da se vprašamo, ali je kaj drugače tokrat. Ker če ni, bo spet vse isto. Če greste nazaj, greste nazaj. In to za vsem, kar ta nazaj pomeni. Nič ne bo drugače. Zelo pomembno je, da razlikujemo med upanjem in željo samo. Upanje je upanje, kadar obstajajo neki realistični razlogi za to upanje. Se pravi, nekaj se je spremenilo in zaradi tega upam, da bo tokrat šlo v pravi smeri. Da bo drugače. Če to ilustriramo izven konteksta odnosa, ravno prej smo se pogovarjali malo o otrocih, in učenju, če vzamemo primer otrok, pa naših primerov, če se spomnimo, če se ne učimo pred testom, lahko upamo, da bo šlo vse skozi. Ampak če ni znanja, ki bi ustrezalo tistim vprašanjem, ki bo tudi, če ni nastalo v tem procesu učenja, ampak je bilo pridobljeno, prej je tole, lahko rečemo, pobožna želja, ki se bo najverjetneje izkazala za neutemeljeno. Če pa vložimo neko energijo v to, pa si rečemo, ok, upam, da bo šlo. Ne? Zakaj? Zato, ker nekaj sem naredil za to, potem pa res lahko govorimo o upanju. Veliko ljudi si le želi, da bi bilo drugače. Da bi nekaj delovalo, da bi nekaj bilo tako, kot si predstavljajo, kot bi moralo biti. Nekaj, kar bi jih polnilo, osrečevalo in kjer bi lahko tudi oni dajali. Ne gre le za prejemanje, gre za dajanje. Samo v odnosu, v katerem se recimo počutimo varne, sprejete, takšni kot smo, lahko dajemo, lahko napredujemo, lahko rastemo, lahko postajamo boljši, lahko bogatimo tudi drugo osebo. Če tega ni, ne moremo. In se pravi, samo ko obstaja nek primeren kontekst, da rečemo odnosa, primerno okolje, takrat se lahko stvari gibljajo v tisti pravi smeri. In zato, če smo zapustili neke situacije življenjske, obrnili hrbet mogoče nekim izkušnjam, za katere smo ugotovili, da niso dobre za nas, morda prekinili neke odnose, kjerkoli že pač, ki so nas omejevali in v katerih očitno ni bilo volje, morda na drugi strani, ali ni bilo znanja, sposobnosti, česarkoli več, da se karkoli spremeni, in smo odšli iz tega in sedaj razmišljamo o ponovnem vračanju na nek način, potem se moramo prepričati o tej stvari, da če gremo nazaj, pravzaprav poskrbimo, da gremo naprej. Zato bi rekli, kaj ta govori zdaj, malo nazaj greste, pa greste naprej, to je zdaj že čisto vse konfuzno. Ja. Tu je tisto, kar sem rekel, nisem proti drugim priložnostim. In če se vračate v nekaj, kar pomeni drugo priložnost, poskrbite, da bo to res druga priložnost, da bo drugačna in da boste iz tega, kar se bo vzpostavilo v tem trenutku, lahko skupaj rastli naprej. Skupaj šli naprej. Ne pa boste ponavljali še enkrat isto žalostno zgodbo, ki je obstajala tudi prej. Torej, če se vračate nazaj v nekaj, poskrbite, da bo to v resnici korak v naprej. Na kakšen način? Bistvena stvar, o kateri govorimo, je ta. Zato, da smo nek odnos, neke okoliščine, neko situacijo, neko dejavnost, karkoli že zapustili, je obstajal nek razlog. To je vedno. Torej, vedno smo šli zaradi nečesa, nekaj nas je omejevalo, morda smo se preselili nekam, ker se nam je zdelo, da tam, kjer smo bili, ni v redu. Okolje samo ni takšno, da bi nas spodbujalo. In veliko ljudi ima to izkušnjo. Potem čez čas recimo začne razmišljati, kako fajn bi bilo iti zdaj nazaj. Ne? Kako fino bi se bilo zdaj vrniti v tisti kraj. Ampak ključno pri tem je, da se zavedamo, kaj je bil razlog, da smo odšli, da smo naredili nek korak v določeni smeri. Da se rečemo, ok, to je bil razlog. In če se hočemo zdaj vrniti, ne da bi ponavljali vse skupaj, potem se moramo vprašati, a ta razlog še vedno obstaja.
Ker če še obstaja, potem, če gremo nazaj, bomo šli nazaj. Se bomo vrnili v to isto. In ne bo nič drugače. Minilo je nekaj časa, minilo je nekaj let, ampak niso ta leta prinesla. Vse ostaja pravzaprav isto, da rečemo, ponovili bomo isto izkušnjo. Zato ključna stvar je vprašanje, ali ta razlog še vedno obstaja, ali pa na nek način tega razloga ni več, torej ali ga izbrišemo. In če razloga, zaradi katerega smo naredili nek korak v preteklosti, v neko novo smer, mogoče se oddaljili od nekoga, ki nam je sicer bil blizu, zato ker smo videli, da ta oseba v nekem prijateljskem odnosu recimo negativno vpliva na nas, da nas izčrpuje, obremenjuje, izkorišča morda. Tudi to se dogaja v odnosih vse. Torej, če smo se oddaljili od neke osebe, pa se zdaj želimo znova zbližati, se vprašamo, ali je razlog za to, kar smo odšli, še vedno tu, ali ga ni več. In če ga ni več, potem je seveda smiselno razmišljati o tem, da gremo nazaj, ker bomo s tem nazaj pravzaprav šli naprej. Se pravi, ponudili bomo drugo priložnost, spostavili drugi temelj, na katerem bomo lahko izgradili mogoče nekaj boljšega od tistega, kar je bilo prej. Vsaj to si želimo. Ampak da to ne bi bila samo želja, ampak bi bilo neko realno upanje, se pravi, morajo obstajati razlogi za to. In pri tem našem premišljevanju o tem si moramo postaviti 3 vprašanja. 3 ključna vprašanja. Prvo vprašanje je vedno vprašanje, ki se nanaša na nas, ali sem se spremenil oziroma spremenila jaz. Ker če smo ugotovili, da je bila težava v nas, karkoli že v povezavi z nami, potem se moramo vprašati, ali smo se mi spremenili. Veliko ljudi misli, da ko odidejo iz nekega odnosa, recimo iz nekega okolja, kamorkoli, nekam drugam, da bodo težave pustili za sabo. Lahko se to zgodi, ampak če je težava v tistem, ki odhaja, potem ste težave odnesli s sabo. Niso ostale tam, kjer mislite, da so ostale. Preprosto šle so skupaj z vami. In če to ugotovite, se pravi, da ste težave odnesli s sabo, da je vzrok za težavo bil morda v vas, potem se vprašate, ali ste se spremenili, preden se lotite vzpostavljanja ali obnavljanja recimo tega, kar še želite obnoviti. Ker če se niste spremenili, ne bo nič drugače. Ne glede na to, kaj je na drugi strani. Seveda, začeti moramo resnično vedno pri sebi. Odkrito si postaviti določene vprašanja, razmisliti o določenih stvareh, oceniti sami sebe. Če ne zmoremo tega, vprašajmo nekoga, ki nas pozna dobro. Nekoga, ki nas je poznal prej in nas pozna zdaj. A sem drugačen? A sem tiste stvari, ki so morda bile moteče, obremenilne za nek odnos, ki so me omejevale v tem, da nisem na nekem področju mogel ali mogla napredovati, sem to odstranil. Ali ne? Ali še to vedno kažem? Ali vedenje, ki je bilo moteče, še vedno spremlja moje vedenje? Ali pa se je kaj spremenilo? Se pravi, moramo začeti pri sebi, če je vzrok za težavo bil v nas. In to je prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Seveda, če vzrok za težavo ni bil v nas, potem ne rabimo o tem veliko razmišljati. Seveda, včasih je povsem očitno, da vzrok ni v nas, tako kot je včasih povsem očitno, da vzrok je v nas. Ne v enem, ne drugem primeru se ne rabimo zatiskati oči pred to resničnostjo. Samo prepoznati moramo, kje je bil pravi vzrok, kje je bil pravi razlog, recimo za to. Zdaj, če ni bil v nas, pa gre za odnos, je morda bil v drugi osebi. In če je bil v drugi osebi, potem je drugo vprašanje logično, se pravi, ali se je spremenila ta druga oseba. Če v nekem odnosu prihajalo do, ne vem, izkoriščanja, nasilja, pritiskov, takšnih ali drugačnih, karkoli že, ali to še ta oseba vedno kaže v svojem vedenju. Če kaže, in če gremo znova nazaj v ta odnos, potem smo lahko 100% prepričani, da bomo še enkrat ponovili isto zgodbo, ki smo jo že doživeli. In seveda potem si bomo rekli, le kaj mi je bilo, ne? Kako se nisem prvič naučil nekaj iz tega. Nekateri ljudje upajo, da če bodo poskušali še tretjič in četrtič, bo nekaj drugače. Ampak ni. To je samo želja. Brez nekega resničnega, realnega temelja.
In ta realni temelj, če bi nekaj naj bilo drugače, da bi rekli, upam, da bo tokrat, pripravljen sem vložiti tudi jaz z moje strani nekaj in druga oseba, je če težav drugi osebi, ali se ta oseba spremenila. Ali se ni. Pri našem Marku in Mojci je bil težava Marko, definitivno, njegov odnos do tega. Ampak ona se nikoli ni vprašala, ali se je moj Marko spremenil. Ampak se je samo spomnila, kako lepo ima je bilo, ko sta bila skupaj. In on se je spomnil, kako lepo je bilo, ko je njo imel. In potem sta bila kot na vlakcu smrti, mi rečemo, ne? Malo gor, malo dol. Bilo je tudi veliko kričanja. To je tipično tako kot tam. Skratka, če je težava v osebah, bodi si v nas ali v drugi osebi, ko gre za neke odnose. Lahko je to odnos, kot smo rekli, znotraj družine, sorodstva, na delovnem mestu, kjerkoli. Sploh ni pomembno. Potem si moramo postaviti ti dve vprašanje. Če so se stvari spremenile. Lahko, da ni ne težava ne v nas, ne v neki drugi osebi, lahko gre za neko okolje, iz katerega smo odšli, ker pač ni bilo primerno, ni bilo zdravo, ni bilo dobro okolje. Se pravi, mogoče smo zapustili neko, ne vem, skupino, kjer smo delovali, ker smo ugotovili, da ni dobrega vpliva, ni prave kemije, kot temu rečemo, ne dogajajo se tiste stvari, ki bi se naj, ampak prihaja do nekih nasprotnih učinkov in reakcij. Potem seveda je edino logično vprašanje še tretje, ali so se okoliščine spremenile. Ali je kaj drugače v samem okolju, v samih situaciji, iz katere smo odšli. Ali so tam razlogi izginili, ali pa so še vedno navzoči tudi. Zdaj, ko govorimo o tem, si moče mislite, pa vse to je čist jasno, to je čist logično. Saj je. Samo težava naša je v tem, da to, kar je jasno in logično, potem ne udejanimo v praksi. Mi vse to vemo. Ampak se ne vprašamo in se ne odgovorimo na ta vprašanja. Takrat, ko bi si morali na njih odgovoriti. In zato je to tisto, kjer se združuje to, o čemer smo govorili na začetku, spoznanje in znanje o tem, kako od točke A do točke B. Tu se stvari prepletajo, tu se stvari združijo ena z drugo. Prav na tej točki. Ko si zastavimo vprašanja in ko na njih odprto, iskreno odgovorimo. Če ne moremo sami, kot sem rekel že prej, vprašajmo nekoga, naj nam da ta druga oseba, ki ji zaupamo, oceno, kakšni so odgovori na ta vprašanja. In katerokoli od teh vprašanj je relevantno, se nanaša na nek naš primer. Odgovor na njega mora biti jasen in nedvoumen, da je drugače. Če rečemo, ne vem, mogoče in podobno, potem smo na zelo dobri poti, da gremo nazaj in ostanemo nazaj usmerjeni. Tako da odgovor na ta vprašanja mora biti povsem jasen, nedvoumen, da je drugače. To in to je drugače. To je bila težava, to se je spremenilo, tega ni več. Pri meni, pri drugi osebi ali v samih okoliščinah. Nekateri ljudje živijo svoje življenje ujeti med včeraj in jutri, lahko rečemo. Enostavno, ujeti za vso prtljago preteklosti se zdi, da nikoli ne more vstopiti v neko boljšo prihodnost, kot temu radi rečemo. Preprosto tu so, obtičali v življenju. Včasih se srečam z ljudmi, ki mi točno to reče, sem imel občutek, da sem obtičal. Obtičal v neki situaciji, obtičal v nekem odnosu, obtičal v nekih okoliščinah. Ne morem iz tega, nisem zadovoljen, ne uspevam, ne delujem, ne funkcioniram tako, kot bi moral, ampak tu sem, ujet znotraj te situacije. In veliko krat so razlogi ravno v vseh teh stvarih, o katerih govorimo. Dovolimo si biti ujeti v teh situacijah. Zakaj dovolimo? Zato, ker nismo razmislili o stvarih, o katerih bi morali razmisliti. Nismo si postavili vprašanj, o katerih bi se morali vprašati. Dejstvo je, da seveda, ko razmišljamo o včeraj in jutri, bi jutri moral biti, ko gre za naše odnose, nov in boljši, in to vedno. Odnosi, v katerih smo, bi morali jutri biti boljši, kot so danes. Mi pa ponavadi sprejmemo neko drugo logiko. Nekako se sprijaznimo s stvarmi, da je bilo dobro na začetku, potem pa smo se navadili na to. Potem pa je vse že tako znano
zdaj še samo poskušamo nekako preživeti. Se obdržati nad vodo, če le možno. Ne potoniti v vseh teh situacijah. Jutri je lahko boljši od včeraj, če načrtno pristopamo k našim odnosom, če gradimo, če si postavljamo vprašanja, če mi napredujemo osebno. Ni vedno težava v drugi osebi. To nam je težko priznati. Včasih smo mi težava. Če smo zavezani temu, da napredujemo, da hočemo nekaj boljšega, hočemo nekaj drugačnega, da želimo premagati tiste negativne življenjske vzorce, potem je to prava pot. Konec konca, jaz mislim, da to, da smo danes tukaj, je korak v pravi smeri. To je tisto, kar nam pomaga na eni strani ozavestiti določene stvari in tudi priti odgovor, kaj narediti, kako doživeti to miselno puberteto, o kateri smo govorili. Torej, da ko stopimo enkrat skozi neka vrata, ko pustimo neko stvar za sabo, kot nekaj negativnega, se v to negativno ne vračamo več, ampak gremo k nečemu boljšemu, pozitivnemu, boljšemu jutri, ko se tega tiče. Ampak imamo enega velikega sovražnika pri tem, na tej poti, in to so naši možgani. Naši možgani namreč imajo eno zelo močno tendenco. In to je tendenca selektivnega spomina. Ko razmišljate o času pred 20 leti, a niso bili to dobri časi? Se spomnite, kako je bilo vse fajn? Ampak pred 20 leti, veste, kaj smo govorili? Kako je bilo 20 let nazaj dobro? Zakaj? Zato, ker s časoma se spominjamo samo še pozitivnih stvari. Tisto negativno izbledi na nek način. Zakaj želimo se spominjati pozitivnega? Na to se osredotočimo. Na to smo fokusirani. In potem imamo težavo z našim spominom in z našimi možgani tukaj. Ne? Ker ko smo iz nečesa odšli, to je bilo pri našem Marku in Mojci težava, ne? Spominjala sta se samo dobrih stvari. Kako jim je bilo fajn, ko sta šla tja, ko sta počela to in ono. Pa sta si rekla, dajmo to še enkrat ponoviti. In sta ponovila to in ono in sta šla tja, ampak ponovila sta še vse ostalo vmes, kar je bilo tudi. Kar ni bilo dobro. Ja. Torej, naš spomin je tukaj zelo selektiven, nekako deluje proti nam. In zato nismo v stanju velikokrat si postaviti tiste vprašanja, ki si bi jih morali postaviti. Ne? Razmisliti o stvarih, o katerih bi morali razmisliti. Se pravi, kaj je drugače? Ali je razlog, zaradi katerega sem odšla iz neke situacije, iz nekega odnosa, še vedno obstaja? Ali še vedno tu, ali pa je prišlo do spremembe in lahko začnemo znova? Še enkrat poudarjam, nisem proti drugim priložnostim, ampak druga priložnost ni ponavljanje prve. Kaj mora biti drugače? Večkrat srečam ljudi, ki pristopijo približno tako, nek problem je, neka težava je, ki resno vpliva na odnos, resno ga obremeni in potem skozi konflikte in skozi različne stvari pač pridejo do nekih spoznanj, da mogoče bi pa vseeno bilo dobro, da poskusijo še enkrat, karkoli že pač to pomeni, in potem nekako tako rečemo, dajmo mi vse skupaj pozabiti na to, kar je bilo. Pa začnimo znova. Nedolgo nazaj sem bil v eni taki situaciji, ki ena oseba pravi, dajmo mi to razmišljati o tem, kot da so to bile samo neke nočne more, ki so odšle. To sicer zveni zelo tako pozitivno, optimistično, ne? Dajmo vse skupaj pozabiti, ne zbrisati vse skupaj. Ampak v resnici je to zelo naivno. Zelo naivno, ker če se nič ni spremenilo in gremo nazaj, in bojo nočne more še enkrat prišle. Vse se bo še enkrat isto zgodilo. Se pravi, če je druga priložnost, kaj je drugače, kaj bomo spremenili? Lahko izpadete sicer zelo čudni, ko postavljate to vprašanje. Zvem, ko v nekih situacijah sem to postavil, kaj se je spremenilo? Nekdo pride, odšel je iz neke, en primer je bil tako, odšla ena oseba iz neke sredine, vrača se nazaj, zdaj postavimo enostavno vprašanje, kaj se je spremenilo? Ker ta sredina je še vedno ista, isti ljudje so tukaj, se pravi, kaj se je spremenilo? Se je nekaj spremenilo
pri tebi ali kaj je drugače. In ljudje ne vejo odgovora na to vprašanje. In potem z veliko gotovostjo, čeprav nihče od nas ni prerok in jasnovidec in kaj zvem, kaj lahko rečem, glej, zgodba se bo čez nekaj časa ponovila. Če nič ni drugače, ja, bo vse isto. To je logika. Ne gre drugače. Ne moremo izčarati nekaj in reči, ja, zdaj pa bo nekaj tako. Tako da gre za to, koliko smo pripravljeni se ustaviti na neki točki, razmisliti o stvarih, objektivno, odprto, postaviti si določene vprašanja in ne dovoliti si, da ponavljamo negativni nek življenjski vzorec. To pa je, da se vedno znova vračamo v situacije, ki ne delujejo, v odnose, ki ne funkcionirajo. In da prevzamemo mentaliteto žrtve, torej moramo pač potrpeti do konca. Ne? Jaz sem itak zguba, meni se ne more zgoditi nič dobrega in tako dalje. Zaključil bi z tem, kar sem že omenil prej, ampak tokrat bi temu dal mogoče en malo znanstven pridih. Albert Einstein. Sicer, ko sem raziskoval to trditev oziroma jo iskal, znova so se pojavile dileme, ali je to res rekel Einstein ali ne. Nekateri pravijo, da je to bilo že prej izrečeno, pa je on samo ponovil, ampak če on rekel, potem bo držalo tudi tisto, kar je bilo že prej. Nekateri mogoče že veste, za katero trditev gre, tisti, ki pa ne, pa boste izvedeli zdaj. Norost je delati vedno isto stvar in pričakovati drugačen rezultat. Einstein je rekel, to je klasična definicija norosti. Jaz mislim, da se z njim lahko strinjam. Ne bo nič drugače, če vedno delamo isto stvar. Če vedno ponavljamo iste korake, v isti smeri, bomo vedno prišli na isti cilj. Sprej, če se želimo izogniti nekemu cilju, neki točki, ki ni dobra, potem moramo iti v drugo smer. Potem se moramo podati po neki drugi poti. Enostavno ne gre drugače. Nažalost, veliko ljudi to ni sposobno narediti, ni pripravljeno narediti in zato samo ponavljajo svoje napake. In potem, kot sem rekel, začnejo o sebi razmišljati, kaj je narobe z mano, nikoli ne bo drugače in to se mi bo dogajalo na vseh življenjskih področjih. In prevzamejo eno takšno negativno mentaliteto, ki je seveda zelo, zelo težko potem v življenju premagati in se nekako od nje oddaljiti. Zato, če poznate nekoga, ki ima težave s tem, ker verjetno vi jih nimate, ampak če poznate nekoga, ki ima težave s tem, potem pomagajte tej osebi. Pomagajte tej osebi, rečete, počakaj. Ko vam nekdo pove, glej, hočem znova obuditi to, narediti to, znova se vrniti to, znova, ne vem, spostaviti nek odnos, ustavite to, sebi rečete, super, fajn, jaz navijam zate, ampak odgovori mi na eno vprašanje. Kaj je drugače? In če ne pozna oseba odgovora na to vprašanje, reče, malo še počakaj. Razmisli še enkrat o vsem skupaj. Ker če ne boš samo ponovil isto zgodbo, ista razočaranja, ista vprašanja, zakaj se meni to dogaja? Ne morete si predstavljati, ali pa si lahko odvisno, koliko ljudi pride k vam, koliko ljudi ponavlja to vprašanje, zakaj se meni to dogaja? Zato, ker nisi pripravljen razmisliti o določenih stvarih. Samo zato. Nisi nič manj sposoben kot vsi drugi, nič manj zmožen narediti nekih stvari, ampak samo razmisli, postavi si to vprašanje. Težko je včasih, neprijetno je. Ker neprijetno je, imamo na eni strani željo obnoviti, znova vzpostaviti nekaj, potem pa ugotovimo, da pravzaprav ni temeljev za to. In se rečemo, dajmo biti optimistični. Na to ponavadi rečemo, dajmo pozitivno gledati na to. Ampak ne bo šlo. Ne bo šlo. Zato, kot sem rekel, če poznate nekoga, ki ima s tem težave, pomagajte tej osebi na ta način, da ne bo ponavljala teh istih negativnih življenjskih vzorcev. Da ko gre enkrat skozi vrata, ko pusti neke stvari za sabo, če ni sprememb, bistvenih sprememb, seveda jih ne obuja, se ne vrača k tistemu, kar deluje. Ker to je pot do tistega polnega in smiselnega življenja. Drugače bomo samo poskušali preživeti. Nič več od tega, ampak to ni dovolj. Kakorkoli že zveni mogoče privlačno, vsaj ostali bomo živi, se rečemo, ampak ni to tisto,
za kar smo ustvarjeni, za kar smo namenjeni. Tako da naslednjič bomo, čez teden dni bomo nadaljevali z novo temo. Do takrat boste si lahko to še enkrat ogledali ali pa komu priporočili, torej v nekaj dneh bo objavljena na YouTube kanalu z naslovom oziroma imenom Tihomir Dorcic. Tako je YouTube kanal, to je sicer zasebni kanal, ampak niso zasebne stvari gor, se pravi, so stvari, ki so za pogledati in obe prejšnji predavanji sta že objavljeni na tem kanalu, tako da če želite v YouTube vtipkate to in si jih lahko ogledate še enkrat, poveste še komu od svojih prijateljev, znancev o tem, tako da bodo tudi oni imeli koristi od tega, kar ste že slišali, torej v prejšnjih 2 sredah in tudi od tega, kar ste oziroma o čemer smo govorili nocoj. Če pa veste, da je bilo za koga dobro, da pride, pa ga lahko tudi zraven pripeljete naslednjič. Še nekaj prostora za to, da si kdo najde seveda svoj prostor, svoj mesto in da dobi in odnese, upam, da nekaj pozitivnega. Predvsem nam vsem želim, da ne bi ponavljali istih napak, ampak da ko enkrat mogoče nekaj naredimo narobe, se iz tega nekaj naučimo, da če se že vračamo nazaj, v bistvu gremo naprej, izgradimo nekaj boljšega. Jaz sem globoko prepričan, da se odnose vedno splača obnoviti, ampak samo pod enim pogojem, zdaj ga že veste, če je nekaj drugače. Če ne, potem na žalost bomo zgodbo samo ponovili. In seveda vam želim vsem zadovoljujoče, prijetne, izpolnjujoče odnose v teh zdaj že pomladnih dneh, tako da verjamem, da bomo naredili skupaj še kakšen korak ali dva, ki bodo pomagali seveda vsem, da potem na tistih življenjskih področjih, kjer boste sami prepoznali stvari, boste opremljeni z nekimi orodji, kjer boste lahko znanja in spoznanja uporabili, ne le, da boste vedeli, v čem je težava, ampak tudi kako priti od točke A do točke B in s tem, da bo točka B boljša. Hvala za vašo pozornost nocoj in upam, da se vidimo naslednjič.